Tudi tokratni večni derbi se ni končal z želeno in pa dolgo pričakovano zmago, na koncu klasični derbi rezultat brez zmagovalca in brez golov. V primerjavi z zadnjo tekmo v Domžalah dve spremembi v mariborski ekipi, namesto Martinovića in Repasa sta tokrat začela Mitrović in pa Alvir. Začelo se je obetavno, prvi opozorilni strel je usmeril proti nasprotnikovemu golu Sikošek. Ob začetni pobudi tudi najlepša priložnost v prvem polčasu, akcija Sikoška po levi strani, podaja na drugo stran, Alvir pa je zadel vratnico. Do konca polčasa še poizkusa Žuglja. In pa Modrinskega. Najnevarnejši strel so imeli gostje ob koncu prvega polčasa, ko je z glavo poizkusil Tal, izkazal pa se je Jug. Podobno kot na začetku tekme, tudi na začetku drugega polčasa imenitna priložnost za vodstvo. Nino Žugelj je zaslalomiral čez pol igrišča, potem pa dobro nameril, toda izkazal se je gostujoči vratar. Prvi poizkus gostov v drugem polčasu je pripadal Špeharju, izkazal se je znova Jug. Potem v drugem polčasu ni bilo več veliko priložnosti za spremembo rezultata do samega zaključka tekme. Najprej priložnost za Maribor po lepi akciji Mutavčiča je na koncu do strela prišel Koderman. V sodniškem podaljšku pa se je priložnost tekme ponudila tudi gostom za zmago. Po hitrem protinapadu je najprej streljal Aldair, še enkrat več je odlično ubranil Jug, Tal pa iz bližine preko gola. Končalo se je torej brez zmagovalca tudi tokrat. Mislim, da smo tekmo odprli zelo dobro. Imeli smo 2-3 zelo dobre priložnosti, tudi vmes smo zadeli stativu. Po določenih trenutki pa smo prepustili inicijativu Olimpiji, katera je tudi v prvem polčasu potem prišla v eno zelo dobro priložnost, katero je vratar Jug odbranil. V drugem polčasu smo spet mi bili tisti, ko smo na neki način igro gradili. Tudi prišli v 2-3 situacije, da bi lahko dosegli gol, ampak nekako nismo najboljši bili v zaključku akcije. Je pa res, moramo priznati tudi, da Olimpija je imela svoje priložnosti in da je tudi vratar Jug danas izredno dobro parkrat odbranil strele nasprotne ekipe. Prvi bih htio naglasiti da je večeras publika bila na velikom nivou, da nam je stvarno, da smo sigurno iznenađeni. Što se tiče utakmice, mislim da smo imali svoje šanse i oni svoje, ali da smo jednostavno u igri bila puno opasniji nego oni. Šteta šanse koje nismo iskoristili, ali opet iz nekih naših grešaka oni svi ostali imaju svoje šanse. Stanje na lestvici ostaja tako nespremenjeno, sedaj sledi reprezentančni premor, po reprezentančni akciji pa potem nekaj tekem zapored v kratkem času. Prva med njimi znova doma, in sicer v Ljudskem vrtu bomo gostili v soboto 16. oktobra ob 20:15 Radomlje.